Izziv meseca marca. Vsak mesec za vas pripravljamo izzive, ki vas spodbuja k temu, da postanete še boljša verzija sebe. Torej rast, osebna rast, razvoj in predvsem postavljanje kvalitetnih vprašanj. Bojda je od tega veliko odvisno v našem življenju. No, izzivi, ki smo jih pripravili, vse izzive najdete na klepetobkavi.si, če boste karkoli zamudili, sicer pa 5 izzivov v marčevskem tednu izzivov. Prvi izziv prvega dne je v resnici zelo blagodejen. Predstavlja en dober temelj. In sicer, mame, napišite 10 stvari, tistih pozitivnih, krasnih stvari, ki vam jih je prineslo materinstvo. Kaj ste s tem pridobile? Kje ste dejansko ugotovile, da imate drugačen pogled? Vsej 10 stvari, verjamem, da jih najdete 100, ampak 10 stvari. In ne jih samo pomisliti, dobesedno zapišite jih. Morda je lahko to zapis, ki ga bo nekega dne prejel tudi vaš otrok. Ena krasna zadeva, da imate nek tak dnevnik, ki ga potem lahko date naprej. No, in drugi izziv. Izziv drugega dneva v mesecu marcu je ta, da se pogovorite, in sicer z najstarejšo živečo žensko v vaši družini ali pa družini vašega partnerja in se pogovorite o tem, kakšno je bilo življenje, kakšno je bilo odraščanje, kako je mama v resnici doživljala to svojo materinsko vlogo, kakšna je bila celotna izkušnja rojstva, kako je v resnici zares potekalo. Vsi ti vzorci so namreč zelo pomembni, zato smo pred veliko leti ustvarili tudi rodovno knjigo žensk, ki gre najprej najstarejši ženski, se dejansko napišejo te zadeve in potem se poklanja iz roda v rod. Narejena je tako, da zdrži vsej 100 let, ker dejansko 100 let mora zdržati, a ne? Tako da to je drugi čudovit in krasen izziv v mesecu marcu. Tretji izziv tretjega dneva meseca marca, raziščite svojo porodno zgodbo. Kako se je v resnici zgodilo? Veliko smo v oddaji govorili o tem, kako je ta začetek našega življenja pomemben. A smo bili dojeni, a smo bili vaginalno rojeni, kaj točno se je dogajalo, kako so to doživljali vsi ostali okrog. To, da raziščeš svojo porodno zgodbo, ti lahko odkrije marsikaj. Marsikatere stvari so ti jasne, kako funkcioniraš potem kasneje v življenju. Hkrati pa je od tega zelo odvisen tudi naš imunski sistem. Torej, najboljši temelji, najboljša možna zgodba, ki bi se vam lahko zgodila, v tem smislu, da imate dober štart, dober začetek, je dejansko ta, da ste bili vaginalno rojeni, da ste bili pri mami, da ste se dojili minimalno leto pa pol ali pa vsaj 1 leto. In to dejansko da odličen zametek, poleg tega, da se ne uživa antibiotikov vsej prve 4 leta življenja in da je zelo dobra prehrana prvih 1000 dni. Skratka, poanta današnjega izziva, da ne grem zdaj pregloboko v neke debate in neke tematike, ki jih sicer imate dostopne in lahko pogledate tudi na klepetobkavi.si, ker vsak dan tudi napišemo, zakaj smo vam neki izziv dali. Poanta je, da vi slišite to svojo porodno zgodbo in da greste v te občutke in da slišite, kajti velikokrat je ne poznamo dovolj dobro. Ali pa nismo nikoli zares postavili vprašanj, kako in kaj je bilo. Tako da uživajte v tretjem dnevu izziva. Četrti izziv je povezan s tem, da začnete živeti na način, da sodelujete s svojim ciklom kot ženske, da delujete v skladu s svojim ciklom, menstrualnim ciklom, mesečnim ciklom. In tukaj vam je Klepet ob kavi tudi pripravljen pomagati z enim takim krasnim in čudovitim orodjem. Več si poglejte na klepetobkavi.si. Ampak kaj vam želim povedati? Želim vam povedati, da v vsakem delu vašega cikla imate določeno prehrano, ki vam bo bolj pasala in vas bo bolj podprla. Imate določen način telovadbe, ki bo bolj primeren. Imate tudi način delovanja, kako se boste dejansko počutile. Vse te zadeve so predvidljive, čeprav smo ženske izjemno nepredvidljiva bitja, pa vendarle to nam omogoča, da se spoznamo, da vidimo dejansko, kje smo. In da na ta način tudi planiramo v drugem tednu, ko smo bolj magnetične, žareče,
vroče in tako naprej, bomo verjetno planirali druge stvari, kot pa tisti prvi teden v času zime in v času menstruacije, kjer smo izjemno intuitivne in takrat bo recimo dobro, da napišemo kakšen dnevnik osebne rasti ali da uživamo tudi ustrezne adaptogene in tako naprej. Skratka, splača se na vseh nivojih, ne samo zase, tudi za vse ostale, da se uskladite s svojimi cikli, svojo cikličnostjo in da spoznate te 4-letne čase v svojem telesu. Na ta način boste bolj sodelovali z naravo in s svojim telesom tudi, kar je veliko opisano tudi v knjigi Biohacking zdravja po matrici narave. Zadnji izziv pa je namenjen organizaciji in strukturi, ki sicer niso najbolj v ženski domeni. Velikokrat smo malce preveč kaotične in potrebujemo več strukture in več planiranja in to nam zagotovo preverjeno olajša življenje. Zato je danes nadvse primerno, da si vzamete svoj koledar in zapišete čas, ki ga boste namenili zgolj sebi. Čas zase. Vse ostale stvari dajemo v koledar noter, od ginekologov do zobozdravnikov, do servisov in ne vem kaj še vse. Kaj pa zase? Zapišite si in vpišite v svoj koledar, kdaj, kateri vikend bo samo za vas. Če ne morete vikend, v redu, kater dan. In če ne morete cel dan, imate majhne otroke ali pa skrbite za nekoga, pa vsaj 2-3 ure. Kdaj bo tisti dan? In dajte to prakticirati redno. Na ta način boste videli, da boste razvili več spoštovanja do sebe, več občutka polnosti, več občutka, kjer lahko dejansko tudi daješ brezpogojno ljubezen drugim, zaradi tega, ker si poskrbel zase. In tukaj dajmo se zavedati tistega krasnega reka, slovenskega pregovora v resnici: iz praznega vrča ne moreš drugim nalivati. Se pravi, to, da je čas zase, samo negovanje sebično, je v resnici zelo zmotno v vsej tem negativnem smislu, kajti bolj kot bomo poskrbeli zase, bolj bomo lahko poskrbeli tudi za vse ostale v našem življenju. Uživajte v vseh izzivih in zavedajte se, da ne bomo kar tako končali s temi izzivi. Vsak mesec imamo za vas pripravljene izzive, ki vas dejansko spodbujajo k temu, da postanete najboljše verzije sebe. Delite ta izziv še s kom, na ta način boste ustvarili in skreirali še več pozitivne energije in motivacije.